Danes se oblečemo tako, da bomo hkrati zaščiteni in modni in si rečemo, dajmo se videti. Audi zasveti z novim A5, ki ima svežo formulo za uspeh na trgu, spoznamo pa tudi slovensko podjetje, ki pogleda v drobovje najbolj naprednih avtomobilskih baterij. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V avtomobilnosti smo se že večkrat spraševali, pa tudi ugotavljali, zakaj v prometnih situacijah eni ravnajo tako, da jo poskušajo rešiti, drugi pa na način najprej jaz, potem pa vsi ostali. No, tokrat gremo še korak nazaj in se vprašamo, ali se sploh vidimo. No, in tukaj pridemo do oblačil. Prihajamo v del leta, kjer je dnevne svetlobe manj, kot je tiste nočne, oziroma kjer vidimo slabše, in zato se je treba temu primerno tudi obleči, da se vidimo. In ko pridemo do oblačil, smo kmalu ugotovili, da niso zgolj varno in toplo zavetje, ampak da so tudi na nek način modni dodatek. Veliko motoristov, če svojo dizajnersko jakno ne bo nikoli dalo odsevnika, ker bi bil to na nek način modni greh. Potem pridemo tudi do kolesarskih stylingov, ki so tudi različnih vrst in različnih slogov, pa seveda do različnih specialk, gravel koles in freeride sloga. Vse lahko. Vsaka nosi s sabo tudi svoj modni oblačilni slog. Pa seveda, vse skupaj lahko prenesava tudi na čelade, tiste na kolesih in na eskirojih, kot da se na smučanju nismo nič naučili. Če se spomnimo, še pred 20 leti nihče ni hotel imeti na smučanju čelad. Danes praktično ni smučarja brez čelade. Samo ugotovimo lahko, da se bo isto zgodilo tudi pri kolesih. Samo kdaj se bo. Mogoče je smučanje res dobro izhodišče za današnjo tematiko. Kako neko oblačilo oziroma varnostno oblačilo narediti modno in v našem primeru pomagati, da postanemo bolj vidni. Dajmo se videti, dajmo se kaj videti, je pozdrav, ki ga pogosto slišimo med mladimi, in prav to je vzpodbudilo pri deležnikih akcije Ne bluzi z glavo kruzi prav poseben pomislek. Rekli so si, kaj pa, če bi prav to, dajmo se kaj videti, postala nova modna ikona. No, ampak ni samo pomembno, kaj se govori, ampak kdo govori in komu govori. In tako so mladi na tednu mode mladi oblikovalci vrstnikom predstavili kolekcijo, ki jih nagovarja ravno s tem. Dajmo se videti. Na pobudo zavarovalnice Triglav, zavoda Vozim in agencije J3 Creative so študentje modnega oblikovanja katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil naravoslovno-tehnične fakultete pustili prosto pot kreativi in jo osmislili tudi v prometno-preventivnem kontekstu ter ustvarili inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in svetlobno vidnih dodatkov, ki so na koncu zasijali v soju letošnjega modnega projekta Ljubljana Fashion Week. Tako kot je v modi sprožilec sprememb vedno naslonjen na drugačno, novo sporočilno zgodbo, ki jo ponazarja nov dizajn, nove barve ali materiali, so tudi avtorji dogodka Dajmo se videti v izhodiščni miselni sprožilec postavili pomembno družbeno dejstvo – prometno varnost mladih. Temeljni razmislek je bil naslonjen na ugotovitve raziskave, sporočilo mladim umetnikom pa jasno. To je problem. Izhodišče razmisleka. Pustite kreativi prosto pot in naj obleka postane del rešitve. Pripomočke za boljšo vidnost v prometu poznamo že desetletja, vendar mladi zelo redko posegajo po njih. Namreč, če izbirajo med slogom in vidnostjo, torej varnostjo, navadno zmaga prvi. Če želimo torej drugačne rezultate, se moramo tega starega izziva lotiti na povsem drugačen način, z novimi metodami, z novimi rešitvami. Do letošnjega 10. oktobra je bilo na slovenskih cestah v prometni nesreči udeleženo 409 pešcev, kar 5 pa jih je izgubilo življenje. No, se je pa v zadnjih 20 letih stanje na slovenskih cestah precej spremenilo oziroma lahko rečemo izboljšalo. Če je še 20 let nazaj umrlo 250 pešcev v enem letu, je zdaj v zadnjem letu recimo na vseh slovenskih cestah ne samo pešcev umrlo 100 ljudi. Teorija pravi, da se moramo ponoči ljudem v temnih oblačilih, torej... To so recimo poslušalci heavy metala, vozniki Harley Davidsonov in emoti. Približati na dolžino približno 28 metrov, da jih vidimo. Ljudem v svetlih oblačilih, torej... To so pa recimo Werner in vsi njegovi poslušalci.
recimo na dolžino 38 metrov. Tisti, ki bi bili oblečeni v take modne dodatke ali v karkoli bleščečega, pa so lahko oddaljeni kar 100 metrov več ali 136 metrov. To so pa že zelo velike razlike. In ravno dejstvo, kdaj nekoga opazimo, je zelo pomembno pri tej razliki med zavorno potjo in potjo ustavljanja. Zavorna pot je namreč tista pot, ki jo naredimo, opravimo, ko začnemo zavirati do trenutka, ko se povsem ustavimo. No, danes pa govorimo o celotni zavorni poti. Zato je pomembno, kdaj koga vidimo. Zato, ker je še čas pred začetkom zaviranja zelo pomemben. In to je tisti čas, ko nekoga vidimo in ki mu rečemo, pravočasno sem ga videl. Pravočasno zakaj? Pravočasno, da zavreš in se ne zaletiš. Ja, in če se ustavimo, potem je na koncu vse v redu. Zato dajmo se videti, ker to je pogoj, da lahko reagiramo na nevarni situaciji. Dajmo se videti, pa bo vse v redu. Po teh čudovitih cestah tukaj nad Azurno obalo se je podil tudi James Bond. V filmu GoldenEye s svojim starim Aston Martinom zraven na nek način je tekmoval pa z Rusinjo v rdečem Ferrariju. Ampak mogoče se bo to slišalo preveč pompozno, ampak resnično menim, da sta tako Rusinja kot pa James Bond uporabljala napačna avtomobila. Namreč tale Audi S5 je v bistvu bistveno bolj primeren avto za tale okoliš. Predlagam, da spustimo špico, potem pa vam povem, zakaj. We are now on the perfect roads for this car. Yeah. Can you emphasize this statement with technical details? Yeah. We wanted to improve in this car, especially the precision and the controllability of the car, and also it should be easy to drive, effortless to drive. We improved this a lot in comparison to the predecessors. I definitely agree that I can feel it. Yeah. But walk me through these changes that you made. Okay. A big focus is in the steering. The whole steering is much stiffer. So from the driving wheel up to the wheel, everything is stiffer. There's a torsional rod, for example, the sensor inside the steering, which is almost a double stiffness. The steering rack itself is fixed rigidly to the car body. The lateral control arm bushings, they are stiffer. We have a higher camber of the front wheels. And all this results in a much more precise steering. Zdaj seveda sledi logično vprašanje, v kolikšni meri je za navdušenje zaslužna črka S. Can you compare the S model versus the A5 model? In the S model, the main difference is that the sport differential on the rear axle is standard equipment in this car. It's a component which we took from the predecessor to this car, but there's a big difference because this car has a completely different driving behavior than the predecessor, and we can use the Quattro Sport differential much better because the whole driving behavior of this car is neutral, and all the Audis in the past were all understeering. And now we went to the neutral driving behavior. We have different damper settings, different stabilizer settings. All this results in a neutral driving behavior. And on top, if we've put the Quattro Sport differential now in the car, it can use its potential much more. What do you mean by neutral? Can you define this term? If you have an oversteering car, the forces, the lateral forces, are more on the front axle, and the car pushes in tight corners over the front axle. And in a neutral car, we use also the rear axle a bit more, and the car doesn't go over one axle; it goes over both axles, and this also makes much more precision. We had to improve also the rear axle a bit, that this works, but it works pretty well. So that means also the not experienced driver can benefit from... This is something very important, because especially with the S model, you can do things
maybe you couldn't do in the past. But you can, if you want, you can drive oversteering. But everything goes in a very controlled way. This yaw movement, the turning around the vertical axis, goes very, very slow and soft. And if it's too much for you, you can stop it, and it's very safe. So this is very the car controlled. will go easily back. Yeah. But how can I oversteer with this car, since we have so many electronics? The Quattro Sport differential gives you an extra torque moment on the outer wheel of the rear axle. And this is quite a lot, especially in dynamic mode. We use the whole potential of the Quattro Sport. And if you really want to go oversteering, you also press the ESC button, you go to ESC Sport, and then you have more freedom in the ESC, and then you can go oversteering, because with the turning of the wheel, already there's a torque moment on the outer wheel of the rear axle, and then it turns you into the corner, and the ESC gives you the freedom that the car goes into oversteering. It's a lot of fun. So even ESC Sport will let me definitely. over. Definitely. We gave the car more freedom. But can we switch it off completely? You can switch it off, but it's not necessary, believe me. The ESC Sport mode is very well tuned. Nobody needs the ESC off mode anymore. It gives you so much, I don't need more. The brake torque vectoring actually is also a torque vectoring system, like also the Quattro Sport, just it breaks the inner wheel in corners, and it guides you through the corners. It gives you the feeling, okay, I set the radius and the car follows this radius. We had a similar system in the predecessor, but the brake torque vectoring we are using now is much more effective, and we use much more brake torque vectoring moment. And also this was possible with our new braking system, the integrated braking control system, which is much faster, has much higher pressure gradients, and so we can use this. I didn't miss the four-wheel steering. Could we expect the four-wheel steering, and would it work? Is it necessary? No, in this car it's not necessary. And in this car there won't be a four-wheel steering. In terms of driving dynamics, lateral dynamics, it's not necessary, because the four-wheel steering has actually two tasks. The turning radius is smaller, sure, this is for the customers also very important, but also concerning driving dynamics, we're using the four-wheel steering a lot for stabilizing the car in bigger cars, and for example also cars which are very heavy in the back. But in this car we can reach our targets without the four-wheel steering. Potrjujem, na teh perfektnih gorskih ovinkih se novi S5 pelje izjemno. Pravzaprav se sploh ne spomnim, da bi že kdajkoli doslej vozil kak bolj ubogljiv avtomobil. Avto gre točno tja, kamor želiš, in to brez obotavljanja, pa tudi brez pritoževanja. Za volanom so se mi besede inženirja Petra Knauerja iz ovinka v ovinek bolj potrvale, kot bi se peljal po tračnicah, ali pa, da bo bolj v stilu pokrivnih kadrov, kot bi pilotiral lovsko letalo. Žal bo seveda v mnogih primerih denarnica ukazala izbiro modela A5, ampak zdi se, da bi se razum morda celo strinjal, da S5 niti ni preveč čustvena izbira, kajti dinamika je samo ekstra bonus. Pri običajni umirjeni vožnji je namreč S5 popolnoma miren, prijazen in celo varčen avtomobil. Konji namreč samo potrpežljivo čakajo v pripravljenosti. Tudi zato, ker je tudi ta športni S5 hibrid. In smo že pri avtomobilnostnem kvizu. Prejšnji teden smo vas vprašali, katera žival je tista, ki pri Oplu uživa prav poseben kultni status. In pravilen odgovor je morski pes. Zakaj? Zgodba gre takole. Neko nedeljo leta 2004 Oplov oblikovalec Dietmar Finger ni uveljavljal pravice do odklopa, ampak je doma risal dizajn za novo Corso. Natančneje, za zunanje stene predala pred sovoznikom, ki jih večina potnikov tako in tako nikoli ne vidi, a ne gre za to. Z določeno obliko se poveča tudi trdnost sten in predala, in za ta namen je Dietmar na stene predala narisal prečna rebra. Ko je bil sredi načrtovanja, je mimo stopil njegov sin, pogledal skico in rekel: "Oči, zakaj pa ne narišeš morskega psa?" Vprašanje je dobilo odgovor v obliki, ki je rebrom dodalo obliko morskega psa. Morski pes v predalu za rokavice je šel v proizvodnjo, rodila pa se ni samo nova ideja, ampak tudi nekaj, kar je kmalu postala nova tradicija.
Opel, ki velik del prepoznavnosti gradi tudi na skrbnem odnosu do živali, je tako v nadaljevanju morskega psa spustil na včasih bolj, včasih manj skrita mesta številnih Oplov, ki so sledili. In tako ni rečeno, da s seboj po svetu ne vozite celo morskega psa, seveda, če vozite Opla. Na nek način tudi pri tokratnem vprašanju ostajamo v živalskem svetu. Pred 44 leti je Fiat na avtomobilskem salonu predstavil pando. Florence? Che macchina questa? È una panda. Super. Panda na nek način iz dirkaškega sveta vleče filozofijo, da v majhnem avtomobilu porabiš oziroma lahko uporabiš vso moč, ki ti jo ponuja. In Panda to s pridom koristi tudi za plezanje. Nuova Panda Super. L'auto in libertà. Super. In sprašujemo vas, kam se je Panda oziroma kam so se s Pando odpravili? Na Kilimandžaro, Triglav ali Everest? Nasprotno splošnim prepričanjem Panda ni dobila imena po zelo ljubki živali. Dobila pa naj bi ga, več vam povemo v naslednji oddaji, po rimski boginji Empanadi, Empandi, krajše Pandi. No, vmes pa vseeno klikajte na QR kodo, odgovorite na vprašanje tega tedna in pa seveda nas obiščite na rtvslo.si. Leta 1954 je na slovenskih cestah življenje izgubilo 92 ljudi. Že naslednje leto se število umrlih povzpne na 110. Če bi bili danes, v letu 1979, bi konec leta zabeležili 735 umrlih na naših cestah. Zato moramo izreči nekaj, kar skoraj nikoli ne slišimo. Vsi skupaj smo v zadnjih dobrih 30 letih dosegli izjemen napredek v prometni varnosti in si moramo čestitati. Prvič zato, ker smo imeli takrat, ko je na naših cestah umrlo po 600 in 700 ljudi, registriranih le dobrih 200 000 osebnih avtomobilov. Danes jih imamo milijon več. Ne milijon v prispodobi, dobesedno milijon več. In drugič, danes s temi 1,2 milijona avtomobilov prevozimo neprimerljivo več kilometrov kot takrat, saj so postale naše časovno-prostorske migracijske poti popolnoma drugačne. Uspelo nam je tako, da se je izboljšalo vse. Ceste in še posebej avtomobili so doživeli izjemen napredek. Pa tudi ljudje smo dodali svoje. Od tu naprej pa žal ne bo šlo tako hitro. Ne pri tej količini avtomobilov in ne pri toliko letno prevoženih kilometrov. Pa še tranzitna država smo. Vlaganje v infrastrukturo je nujno. Upajmo, da bomo dovolj ekonomsko močni, da bomo lahko kupovali nove, vedno bolj varne avtomobile. In tu je še tretji, najbolj pomemben del – človek. Glede na to, da je za več kot 90% nesreč kriv človek, potem vemo, kje se da narediti največ. Sami lahko najhitreje in z najmanj proračunskega denarja zmanjšamo vse tja do 90% nesreč. Če to ni izziv, ne vem, kaj je. Torej, čestitajmo si za nazaj, za naprej pa se potrudimo biti še boljši. Pred kratkim je v Sloveniji svoj prodajno-tehnični salon dobil kitajski avtomobilski gigant Dongfeng, ki pa ne prodaja oziroma proizvaja le avtomobilov, ampak tudi tovorni program. In druga prevozna sredstva, ampak še zanimivo pa je, ker je prodajno-tehnični. In v tehničnem delu se bodo posvetili tudi pregledovanju, servisu in popravilu baterij, kar pa je naslednja velika stvar. Moramo biti zraven v začetku, ker se bo enkrat karte razdelile, če bomo ta vlak zamudili in postali država, ki ni prijazna Kitajski nasploh, ali so Kitajci dobrodošli v državi ali ne.
naši zgodbi z naslovom Kitajci prihajajo smo torej prišli do poglavja, ko se bomo začeli pogovarjati o prodajnih številkah in razmerjih do evropskih proizvajalcev. V tem poglavju se bodo torej delile igralne karte, vključno z vsemi jokerji in asi. Poglejte, za mano je nov prodajno-tehnični center Dongfeng. No in v njem lahko že danes vidimo številne zanimive kitajske avtomobile, ki pripadajo znamkam, od katerih si bom imena še kar nekaj časa trudil zapomniti. Poleg Dongfenga gre recimo za znamke Voyah, pa Forting, pa Box, pa če pogledam takole naokoli še Mage, Shine in tako naprej. Kitajci so torej že prišli v Evropo. Ampak, kot razumemo v luči trenutnega dogajanja, kitajske znamke tukaj nočejo biti le prodajalec avtomobilov, ampak želijo na stari celini pognati korenine. How will you actually achieve this long-term presence in Europe? So we entered Europe actually 2 years ago. So now we're focusing more on building our sales network and also after-sales network. For the first car, you sell with the marketing and branding, but for the second car, it's always after-sales. Meanwhile, we're preparing our warehouse for parts and components. This year, we're trying to establish our headquarters in Europe so we can have some local offices, and also we'll hire some local talents to help us to build our network. And we'll also have some branding talents to build a good brand image, because Europe is a very matured market, and we need to put a lot of energy and time in there to build the impression. Mene predvsem zanima, kje se zdaj lahko pojavijo priložnosti za slovenska podjetja, kot je na primer vaše. Jaz mislim, da največja priložnost je v tem, da naša slovenska politika pokaže, da je Kitajska dobrodošla, da so kitajski avtomobilski proizvajalci dobrodošli, in s tem dobimo možnost, da slovenska industrija, ki proizvaja komponente za vozila, prodaja te komponente njim, ampak seveda, če so tovarne v Sloveniji ali v neposredni okoliščini. Če pa so tovarne na Kitajskem, bo pa to zelo, zelo težko. Ker kitajska podjetja s takimi carinami ne morejo drugače, kot da začnejo investirati v proizvodnjo v Evropi. Seveda, in ko se bojo izbrala eno destinacijo, bo potem težko se boriti proti neki lokaciji, ki bo zagotovila resurse, davčno ugodno okolje, prostorsko okolje. One thing is very interesting because now some European countries are giving incentive and subsidy on electric cars. Some countries are not. So Slovenia is the country with not a big market, but the government seems to be very dedicated to incentive the electric cars here. That's very interesting. So it's a small market in Europe, but I think for electric cars we have a big potential here. Here I see many people are very environmental friendly. So that's more or less a surprise for me. Možnosti Slovenije, da izkoristi kitajski prodor v Evropo, so očitno tesno povezane z električnimi vozili, če niso, glede na slišano, od njih celo odvisne. Pri tem pa seveda ne gre le za proizvodnjo električnih vozil v velikih tovarnah. Kitajski proizvajalci bodo v Evropi morali vzpostaviti svoje mreže. Rabili bodo trgovce, serviserje, skladišča, IT infrastrukturo in podporo ter še mnoge druge storitve. Kot vzorčen primer izkoriščanja priložnosti si lahko za začetek pogledamo, kaj konkretno bo ponujal nov prodajno-tehnični center Dongfeng. Tukaj bomo prodajali vozila, bomo izobraževali strokovni kader, imeli bomo delavnice, predstavljali tehnične novosti, hkrati bo tukaj 35 ljudi skrbelo za logistiko, se pravi za nabavo, prodajo novih vozil, rezervnih delov, imamo tudi skladišče za rezervne dele, tako da en velik center, kjer v bistvu se bodo izvajale vse operacije, kar se tiče poslovanja in delovanja Dongfenga v Sloveniji. Za slovenske uporabnike kitajskih električnih vozil pa bodo seveda še posebej pomembne poprodajne storitve. Ob predstavitvi smo tako slišali, da bodo lahko v novem prodajno-tehničnem centru tudi popravljali in ne samo menjavali baterije svojih električnih vozil.
ko prodajaš produkte, rabiš tudi support v posameznih državah. In naše podjetje je postalo servis partner za Kettle. Podjetje Kettle je en izmed največjih proizvajalcev baterij na Kitajskem, tako da se naše ekipe izobražujejo tako za baterije v vozilih, kot tudi za baterije v baterijskih hranilnikih, ki jih nameščamo po domovih. Katere operacije boste lahko izvajali tukaj? Ja, naši inženirji bodo lahko odpirali baterije, lahko jih bodo servisirali, menjavali celice, popravljali, če rečeva, servisirali samo baterijo. Ker sama baterija brez prisotnega Kettle inženirja ni dovoljeno opravljati kakršnihkoli popravil same baterije. Mi že sedaj na določenih vozilih izvajamo ta dela in je bistveno ceneje, če znaš sam poservisirati, odpreti baterijo, jo nastaviti, zamenjati celice in potem zapreti nazaj. Te baterije niso samo v kitajskih avtomobilih, če se ne motim. Te baterije so povsod. Se pravi, baterije se pojavljajo v vseh vozilih, pojavljajo se v vseh baterijskih hranilnikih različnih proizvajalcev, tako da dostikrat niti ne vemo, da je lahko v 10 vozilih različnih brendov ista baterija. Mi imamo trenutno v Sloveniji 1 050 000 vozil. Električnih vozil, če rečemo, za tehnologijo, ki je danes, je 12 000. Tako da mi nimamo nobenega problema. Čez 2-3 leta, ko bomo množično začeli, ali pa bo več kot 50% trga električnih, pa bomo imeli na trgu že baterije, kot so omenili, ki bojo varne, ki bojo poceni, ker moramo vedeti, da cena baterije bo šla približno na 30 € za kilovatno uro. To pomeni še faktor 80% znižanja in bojo tudi baterije z tega vidika cenejše za popravilo, tudi za zamenjavo. Hkrati pa so baterije polne surovin. In baterija tudi, če rečemo, še vedno svinčene baterije, ki so zelo stare, so danes surovina. To ni odpadek, ampak je surovina. Tako da z tega vidika imamo krog, ki bo tudi za baterijo poskrbel, da bo imela več življenjskih ciklov, se pravi, mogoče najprej z vozila v nek stacionarno baterijo doma, v garaži in potem po 20-30 letih pa bomo seveda reciklirali in znova proizvedli neko drugo baterijo. Smo torej v času, ko se delijo ključne igralne karte, ki bodo, kot se kaže, v prihodnjem obdobju poskrbele za nova razmerja moči na avtomobilskem trgu. Morda se v tem trenutku zdi, da so baterije osnovni gradnik nove mobilnosti in mogoče v tem trenutku to celo so. A hkrati, ko se tudi baterije razvijajo, se gleda tudi nove energente oziroma nove možnosti in prihodnost mobilnosti. Smo pa tudi v času, ko vedno več ljudi gleda v kroglo prihodnosti in napoveduje novo mobilnost, za katero pa v resnici lahko rečemo samo dvoje. Da se bodo nove prebojne tehnologije zdaj našle, iznašle in uveljavile še veliko hitreje, kot so se v zadnjem stoletju, ki je bilo v tem pogledu daleč najbolj plodno. In drugič, da na svetu ne bo več ene energije, ki bi poganjala celotno mobilnost. Več jih bo, tako kot si rekel. No, ampak mi imamo stekleno kroglo in lahko vam napovemo, da avtomobilnost pride naslednji teden. Se vidimo. Srečno!